Somalski pirati ponovno povzročajo kaos ob afriškem rogu. Egipt pravi, da pozorno spremlja eno svojih tankerjev, ki je bil ugrabljen in odpeljana iz jemenskih voda proti Somaliji z egiptovskimi mornarji na krovu. In poleg same zgodbe o piratstvu, to odpira še večje regionalno vprašanje. Če Mogadiš ne more zagotoviti pomorske varnosti, se bodo začele druge države obračati na Somaliland kot zanesljivejšega partnerja na koridorju Rdečega morja. Da bi se nam pridružila in z nami razpravljala o tem, Salma Sheikh, glavna urednica revije Somaliland Review, ki se nam oglaša iz Somalilanda. Zdaj, Salma, Somalija nikoli ni imela nadzora nad notranjo varnostjo. Toda katere zmogljivosti ima Somaliland, ki ga ločijo od drugih, še posebej, ko gre za boj proti grožnjam piratstva? Živjo, pozdravljeni. Hvala, da ste me povabili v vaš program. Najprej naj vam podam nekaj ozadja o tem, kaj se dogaja v somalijskih vodah. Od leta 2010 več kot 110 ladij je bilo uspešno ugrabljeno. Še stotine drugih so bile napadene ali so poskušali ugrabiti v somalijskih vodah. In zdi se, veste, mednarodna skupnost je že pripravila različna poročila, ki potrjujejo, da so somalijske vode postale bolj nevarne za mednarodna ladjarska podjetja. Milijarde dolarjev so bile porabljene za varovanje voda in tudi za plačevanje odkupnin piratom v Somaliji, da bi izpustili talce. In samo povedati želim, da v vseh teh primerih v Somalilandu ni bilo piratstva. Noben od teh incidentov se ni zgodil v vodah Republike Somaliland in nič se ne bo zgodilo v naših vodah. Preprosto zato, ker tako vlada kot ljudje v Somalilandu cenijo mir in varnost. Skrbimo, da so naše vode varne in zaščitene, tako za naše ladje, ki prihajajo v pristanišče Berbera, kot za ladje, ki uporabljajo to plovno pot. Ali imamo dovolj zmogljivosti za zaščito naših voda? Do zdaj ja, vendar se povečuje, piratstvo se povečuje. Grožnja v Adenskem zalivu se povečuje. Torej, ima Somaliland zagotovo nekaj zmogljivosti ali pa bi lahko zaščitil svoje vode, vendar resnično potrebujemo prispevek in podporo mednarodne skupnosti. No, o kakšni podpori govorimo tukaj? Dve državi, ki sta uradno priznali Somaliland, sta Izrael in Tajvan. In obe imata tudi ogromno orožarsko industrijo. Ali Somaliland od njiju pričakuje pomoč pri ponovni vzpostavitvi regionalne varnosti na kakršenkoli način? Somaliland je precej mlada država, stari smo šele 34 let, kar pomeni, da smo v teh 34 letih uspeli vzpostaviti finančne institucije. Uspeli smo vzpostaviti različne veje oblasti in naša varnost, naše mornariške sile so po mnenju mnogih ene najboljših. Očitno je, kaj se dogaja v regiji. Ker so prav oni poskrbeli, da so vode Somalilanda zaščitene in varne, da lahko ladje v mednarodni trgovini varno plujejo skozi te vode. Zato res potrebujemo podporo pri zagotavljanju več usposabljanja. Glede na opremo in infrastrukturo, ki jo naše pomorske sile potrebujejo, da okrepijo svoje delovanje, ali pa za povečanje svojih prizadevanj za zaščito voda. Ali pričakujete, da se bo več držav obrnilo na Somaliland kot na zanesljivega varnostnega partnerja na afriškem rogu? Ali Somalilandu še vedno primanjkuje nekaterih teh zmogljivosti in potrebuje usposabljanje, ki ste ga pravkar omenili, da bi se lahko spopadli s temi grožnjami, preden bi se druge države lahko obrnile nanje za podporo? Žalostno ali celo sramotno je, da je mednarodna skupnost porabila precejšnja sredstva v Somaliji za zaščito njenih voda in tudi kopnega. In očitno je, da se Somalija oziroma uprava v Mogadišu vede samozadovoljno glede tveganj ali nevarnosti,
ki se dogajajo v njihovih lastnih vodah in tudi na njihovem ozemlju. Tako je Somaliland uspel zaščititi svoje vode ter zagotoviti notranjo varnost in mir brez podpore mednarodne skupnosti. Ko torej rečemo, da smo zainteresirani ali želimo sodelovati s svetom, še posebej z državami, ki cenijo to, kar cenimo mi, to sta mir in varnost v regiji, smo odprti za sodelovanje z njimi v vseh oblikah in na vseh področjih. In na kakršenkoli način lahko zagotovimo, da sta njihov mir in varnost v tej regiji varna in zaščitena. Da, zagotovo zelo dragocene vrednote za Radio. Salma Šejk, hvala, da ste bili danes z nami na i24 News English. Najlepša hvala za povabilo. Hvala.